Izvajalec bo poleg čistilne naprave, ki jo umeščajo pod naselje med nekdanjo hitro cesto in avtocesto, zgradil del povezovalnega voda komunalne kanalizacije v dolžini 313 metrov od čistilne naprave do južnega dela naselja. V drugi fazi pa seveda potem tudi sam sistem cevovodov, ki bo seveda tudi zajemal kar nekaj del na meteornem delu, torej tukaj Hudourniški potok, cestna infrastruktura, javna razsvetljava in vse skupaj se planira, da se bo tudi v tej drugi fazi začelo še letos. Po pogodbi vredni dobrih 906 tisočakov z davkom, ki jih iz proračuna zagotavlja občina, naj bi delo v prvi fazi začeli aprila. Teren je precej zahteven, samih, kar se pa izkušenj tiče, jih imamo kar nekaj. Mislim, da bo pa posebej zahtevnejša druga faza, kjer se bo izvajala izgradnja kanalizacijskega sistema, se pravi med hišami, vsaj po govoricah projektanta. Zgrajeno čistilno napravo in v nadaljevanju v drugi fazi izgradnjo kanalizacije po naselju se bodo krajani Karteljevega priključili na javno kanalizacijsko omrežje ter s tem trajno reševali ravnanje s komunalno odpadno vodo. Kot je poudaril Bojan Florjančič, bi se to lahko zgodilo že prej. Včasih že misliš, da si prišel do konca z nekimi soglasji, pa se predpis spremeni, pa se kataster zamakne, pa si spet dodatnih 50-100 soglasij na novo. In tako leto mine hitro, korona je svoje naredila, tako da smo tudi tle malo izgubili, ampak zdaj smo na cilju. Torej tik pred začetkom gradnje v krajevni skupnosti z najmanj prebivalci v občini. Pa vendar so tukaj te dve strjeni naselji, ki po naših kriterijih seveda izpolnjujeta pogoje, da se tukaj zgradi javni sistem. Tako da računamo, da tudi s to kapaciteto čistilne naprave bomo lahko še zagotavljali bodoči razvoj tega območja. Kar pozdravljajo tudi krajani. Ja, itak, da je pomembno, da se slej ko prej se smo čisto zraven mesta že zaradi tega vidika gledano. To je pa najbolj pomembno, da se čim manj steka tam, kamor se ne bi smelo. Našo sogovornico veseli, da so v kraju postorili kar nekaj, med drugim posodobili pokopališče in vežico ter nekdanjo šolo. Zdaj pa jih čakajo naložbe na cestnem in komunalnem področju.